Nujno se moramo spomniti imena mame, že skrbi, samo še 2 dni imamo, tako da ne vem, kaj bomo naredili. V PointOutu smo dobili novo povpraševanje, tako da zdaj moramo za njih pripraviti celostno rešitev za prenovo njihovih produktnih linij, se pravi izdelkov. Res nas čaka ogromno dela. Ste si kaj pogledali? Jaz sem si vse pogledala. Super. Oni so nas kontaktirali zato, da naredimo neko prenovo linij, njihovih produktov. Produktov imajo kar precej, tisti katalog sta tudi dobile. Torej, naloga dizajnerjev je, da naredijo prenovo linij, zdaj v prvi fazi, ne vsakega produkta posebej, ampak konceptualno. Zdaj pa mislim, da si vse posnela, gled. Moramo govoriti bolj resnih zadevah. Adijo! 2 ure v pisarni dobila, to je zdaj že dolga doba za prvi vtis, ali nekaj. Ne, fajn je biti. Počutim se zelo domače. V bistvu danes je moj prvi dan nazaj po 3 mesecih. In že me čaka brainstorming. Zoran, Manca, ne s njim imela, mislim, da meni že en brainstorming, oziroma 2 pred tem, ampak zdaj, ko sem jaz na novo prišla spet nazaj, se moram malo pripraviti. Moram iti pravzaprav čez brief, čez vse zapiske, čez prezentacijo, čez katalog izdelkov. Predvsem ni nekega zaenkrat, če nekaj tako, nekaj, kar bi me sezul, tako neke res dobre ideje. Tako da zdaj smo čakali na Lucijo, da pride ven iz Berlina, ker drugače ne vem, kako bi to spurali. Brez Lucije, tako da še dobro, da je Lucija prišla. Nisi še čist not? Zdaj pa pred izzivom, v bistvu več novega nismo še dognali. Blažu moramo poslati neke predloge, as soon as possible. Ne vem, koliko sem tebi to razložil, Blaž je rekel, da je dosti vsem. Se to sem ti poznati povedal, ne? Dosti vsem, kakšna imena. Važno, da čim prej imamo, ampak nekaj... Tebi je všeč. Večino teh produktov do končnega uporabnika ne pride. Recimo barvo ti ne moreš kupiti. Barva, to je samo za frizerje tam. Dizajn mora biti tak, da predvsem frizerju olajša delo. Da on takoj ve, kaj želi. Dobar dan, Manca Borko Brimšič pri telefonu, kličem iz agencije PointOut. Pripravljamo eno prenovo linij izdelkov, pa so nam dali vašo telefonsko številko, če bi vam lahko enih par vprašanj zastavila. Kličemo frizerje, ki te izdelke uporabljajo, ker želimo vedeti, na podlagi česa se odločajo, ko jih vzamejo iz police. Ker pač želimo, da so po eni strani pač zasnovani celovito, da imajo pač neko zgodbo, ampak po drugi strani pa vseeno, da ostanejo praktični in priročni za uporabo tudi za tiste, ki pač morajo vsakodnevno delati z njimi. Je med njimi dovolj razlike v embalaži, da veste, kaj vzamete v roko, da vidimo, kako pa tisti, ki uporabljate, gledate na te stvari? Ok. Super, najlepša hvala, da vas ne motim več, ker vem, da se vam že mudi. Hvala, nasvidenje. Ok, v glavnem nismo se spomnili in zdaj imamo final last supper, zadnjo večerjo, da se odločimo, kaj bo dejansko imena teh novih linij. Naj bi bil ravno kar sestanek, čeprav evo, le bom pokazal. Trenutno dejansko tukaj ni nikogar. Nikogar. Manca, ti kaj je izvedla naprej? Ok. Ko že enkrat uporabljajo zadevo,
Malo je problematično, ker so vse enake embalaže. Opozorile so, da na vseh teh izdelkih, kjer je odprta knjigica, to pomeni, da je določen rok trajanja, morajo zaradi inšpekcijskega nadzora imeti napisano gor datum odprtja. Se pravi, produkt ni samo dizajn, kako lep ga ti narediš, ampak kako je razumljiv, kako ga ti lahko najbolj uporabljaš, to vse je dizajn. Da jim je to najboljši možen uporabniški experience. Yeah, come here and we'll ask you. Very pro. Hi. Se pravi, kaj si misliš o teh imenih? Like the idea is that even if I would come up with something, you already thought of it and discussed about it. So, But what kind of impression this has on you? Like, is it logical to you? How do you feel deep inside? Ime je samo nekaj, kar drugotnega pomena, kar boš dal, da lahko iz tega narediš neko ali zgodbo, ali komuniciraš na nekakšen način ali karkoli. In pač, kaj smo mi hoteli narediti, te podpisi so pa ratali zaradi tega, da se pač imenu da jasno zraven, kaj je, katera linija je, ne? Tako, z brainstormingom smo zaključili, ekipa je opravila res fenomenalno delo, tako da imena imamo. Vse, kar moramo zdaj narediti, je, da celotno zasnovo predamo dizajnerjem, ki bodo oddelali svoj del, tako da si res obetamo, da bomo na koncu imeli en tak super produkt oziroma super zasnovo dizajna, ki ga bomo potem predstavili našemu potencialnemu naročniku.